Minister za pravosodje naj bi danes sprejel poročilo tožilstva o dogodkih v primeru Hilde Tovšak. Generalni državni tožilec Zvonko Fišer je sicer namignil, kaj bi lahko pisalo v njem. Da bi v tožilskih vrstah lahko bila storjena kakšna napaka, je dejal, a nikakor ne kapitalna. Še vedno pa ni jasno, ali bo za zaplet kdo odgovarjal, čeprav tudi predsednica vlade Alenka Bratušek vztraja, da bi nekdo moral. Pozno popoldne se bo sestal vrh koalicijskih strank. Tema razprave bo prodaja državnega premoženja. Nekateri menijo, da bo potrebno podaljšati seznam podjetij, ki jih bo država skušala prodati, da bo zapolnila vrzel v proračunu. Na zadnjem seznamu, ki ga je poslala tudi v Bruselj, je 15 podjetij. Po sredini objavi v uradnem listu sta danes začeli veljati noveli zakona o sistemu plač v javnem sektorju in zakona o izvrševanju proračunov za letošnje in prihodnje leto. Z njima se s 1. junijem uresničuje dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja, s katerimi se posega tudi v plače 155 tisoč javnih uslužbencev. Prav tako danes stopita v veljavo spremenjena zakona o sodniški službi ter državnem pravobranilstvu. Z njima se določa, da se bo novela zakona o sistemu plač v javnem sektorju uporabljala tudi za določanje plač sodnikov ter državnih pravobranilcev in njihovih pomočnikov. Zakon o izvrševanju proračuna dviguje mesečni RTV prispevek na 12,75 evra. Splošna stopnja DDV-ja se bo s 1. julijem zvišala z zdajšnjih 20 na 22 odstotkov. Znižana stopnja pa z 8,5 na 9,5 odstotka. Od tega si vlada obeta dodatnih 250 milijonov evrov letno. Ameriški tehnološki velikan Microsoft je objavil imena 86 študentskih ekip iz 69 držav, ki se bodo pomerile v svetovnem finalu največjega študentskega računalniškega tekmovanja Imagine Cup. Med najboljšimi sta prvič doslej kar dve slovenski ekipi, Bezinga in Dora. Ekipa Bezinga si je zamislila sistem za analizo in zgodnje obveščanje o dogajanju v čebelnjakih. Rešitev ekipe Dora pa naj bi pomagala zdravstvenim ustanovam povečati učinkovitost in optimizirati operacijske posege. Obe prihajata z Mariborske fakultete za računalništvo in informatiko. V premogovniku Velenje je dopoldne v južnem krilu jame Preloge, nekaj manj kot 500 metrov pod površino zemlje, prišlo do sprostitve pritiska pri likvidaciji jamske proge. Pri tem sta bila po prvih informacijah laže ranjena 2 rudarja. Preiskava dogodka poteka. Mariborskim nogometašem je uspelo osvojiti še eno lovoriko. Državni prvaki so na koprski Bonifiki v finalu premagali Celje z 1:0. Za Maribor je zadel Agim Ibrahimi v 44 minuti. Mariborčani so tako ubranili naslov, še drugo leto zapored pa so v finalu premagali Celjane. Hkrati je to 4. dvojna krona za varovance Darka Milaniča, ki odhajajo na kratke počitnice, sredi julija jih namreč čakajo prve kvalifikacijske tekme za Ligo prvakov. Tako je kot cela sezona, je tudi ta tekma se za nas končala zelo uspešno. Imeli smo jasno proti agresivnemu tekmecu nekaj težav, to smo tudi pričakovali. Konec sezone je, nismo v najboljši formi. Vendar kljub temu, zelo sem vesel, da je vsega konec in da je vsega konec na tak način, da gremo skupaj s fanti na dopust. Fenomenalno. Jaz sem ponosen na to, kar delajo fanti, oni so super in dokler bojo taki, kot so, se ne bojim za NK Maribor. Jutri bo oblačno in deževno, ponekod bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne od 9 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami. Danes v dnevniku televizije Maribor. Nadškofijska Karitas Maribor opozarja, stiske ljudi se poglabljajo. Denar za delno sanacijo plazu v Ciglencah zagotovljen. Bili smo na koncertu ob visokem jubileju Mariborskega okteta. Novice z Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.